Spoštovani, lepo pozdravljeni. To sejo oziroma to tiskovno konferenco sem se odločil sklicati kot predsednik Komisije za nadzor javnih financ zaradi zadnjih dogodkov, ki spremljajo poslovanje sklada za razgradnjo nuklearke. Namreč iz dneva v dan je poslovanje tega sklada bolj problematično, sedaj pa je sodu izbilo dno tudi to, da je sklad ostal brez vodstva. Namreč 15.3. je sedanji oziroma dosedanji vršilki dolžnosti sklada gospe Kseniji Žnidaršič Planinc potekel mandat oziroma izteklo se je to vedejevstvo in vlada ni imenovala direktorja ali direktorice sklada, kako tudi ne vršilca dolžnosti, kar pomeni, da je sklad brez vodstva, čeprav ima ogromno tekočih nalog. Moram omeniti, da pritekajo sredstva v sklad iz prodane električne energije, strani Gen energije in neoperativnost tega sklada je izjemno slaba. Odgovornost za to je v celoti na vladi. Vlada je tu očitno se zaciklala v nek kadrovski cirkus, v neko svojo kadrovsko politiko. Namreč upravni odbor sklada, ki je zadolžen po zakonu in statutu predlagati kandidate oziroma kandidata za direktorja sklada, je svojo nalogo opravil, je vladi tudi predlagal tiste, za katere je ocenil, da izpolnjujejo strokovne merila, vendar vlada tega ni naredila. Vlada ni potrdila nobenega predloga oziroma sedaj edinega predloga upravnega odbora sklada in dopušča zaradi nekega igračkanja, nekega kupčkanja takšno nezakonito stanje sedaj v tem skladu. Da je zadeva še bolj resna, smo danes na Komisiji za mandatno vprašanje, volitve in imenovanje obravnavali tudi odstopno izjavo gospoda Maksa Lavrinca, ki je v nadzornem odboru sklada na predlog poslanske skupine Zares, kar pomeni, da očitno na delovanje tega sklada gledajo zelo različno znotraj iste poslanske skupine, torej na eni strani, oziroma iste stranke, na eni strani ministrica, ki je tisti predlagatelj oziroma tisti ključni člen v vladi, ki pokriva sklad za razgradnjo nuklearke, in po drugi strani gospod Lavrinc, ki je opravljal funkcijo nadzornika v tem skladu. In ko beremo to odstopno izjavo, se v dobršnem delu nanaša na sedanjo, kot pravi, tudi nedopustno oziroma zadnje naložbene podvige pod narekovaji. No in jaz mislim, da je pravzaprav tu tudi ključen vzrok za nastale razmere v tem skladu. Sklad je postal pravzaprav financer, finančen vzvod določenih družb, ki jih obvladuje koalicija oziroma bolje rečeno koalicijska stranka Zares. Namreč gospa Žnidaršič si je priložila tudi določene sklepe upravnega odbora sklada, in sicer, da je poslovala pri določenih nakupih negospodarno, in zato je upravni odbor tudi umaknil soglasje k imenovanju nje kot za direktorico sklada in je tako ostal pravzaprav še edini predlog, drugi, to je kot predlog za gospoda Matjaža Albrehta. Upravni odbor je doslej obravnaval torej tudi naložbe gospe Žnidaršič v tem kratkem mandatu vedejevstva in ugotovljeno je nesporno, da je gospa Žnidaršič kupila mimo posveta z upravnim odborom oziroma komorkoli očitno med organi sklada, ne pa komorkoli širše gledano, državne oziroma obveznice državne založbe Slovenije, predtem pa prodala državne obveznice. Oziroma še predtem je kupila obveznice deloprodaje, DPR1, in kasneje tudi interne obveznice državne založbe. Skupaj v vrednosti 9 milijonov evrov. 3 milijone evrov je kupila obveznic deloprodaje in za 6 milijonov internih obveznic državne založbe. Ko smo prijeli tudi danes poročilo upravnega odbora, ki
ki podrobneje utemeljuje, zakaj je bil posel negospodaren in v nasprotju z naložbeno politiko, ko govorimo o nakupu obveznic delo-prodaje, je več kot evidentno, da se je direktorica odločila za ta nakup mimo neke gospodarne logike in verjetno po nalogu ljudi, ki jim je seveda ta nakup ustrezal. Gre po domače povedano za kreditiranje podjetij, tako Državne založbe Slovenije, ki ima tudi razmeroma nizko boniteto. Tu s seboj imam tudi bonitetni list, edini dostopen, ki pravi bonitetna ocena, poslovanje s podjetjem je sprejemljivo tvegano, se pravi tvegano, in ima boniteto C, C3 zvezdice, pri čemer naložbena politika sklada jasno govori, da je lahko minimalni, to se pravi, da se lahko kupujejo 3B minus, 3xB minus papirji. S tem želim povedati, da je pri teh obveznicah, kako tudi pri obveznicah delo-prodaje šla mimo naložbene politike in tudi mimo možnih boljših nakupov, ki so bili tisti čas na voljo. Namreč upravni odbor, ki je strokovno to razdelal, je ponazoril tudi razmerje na trgu, takrat, ko se je odločila za te nakupe in je imela pravzaprav veliko boljše možnosti na trgu kupovati z boljšo bonitetno oceno in z večjim donosom. Torej, kupovala je tvegane naložbe z nizkim donosom. Pri čemer je pa prodala državne obveznice. Torej, jaz ne vem, kako še drugače dokazati, da je sklad pod vodstvom te gospe očitno postal nek finančni vzvod družbam, kot so delo-prodaja in pa državna založba, kar samo se ponuja tudi ime, ki je v ozadju, ki obvladuje te gospodarske sisteme, to je gospod Bojan Petan, in seveda tudi ponuja se, kje in kako je povezan z gospodom predsednikom stranke Zares. Želim torej povedati, da je postal sklad očitno vrtiček zopet nek plen te politike in tako imenovane nove politike, in to je skrb vzbujajoče. Komisija za nadzor javnih financ je tista parlamentarna komisija, ki obravnava tudi poslovanje sklada. Poslovanje sklada je torej v zadnjem obdobju izjemno konfliktno. Poleg tega, da nima vodstva, smo jutri želeli upraviti tudi to diskusijo. Žal je ne moremo v celoti, kajti ne bo ne vodstva sklada, ne predsednika upravnega odbora, in upam, da bomo vsaj nekaj lahko dorekli z predsednikom nadzornega odbora tega sklada. Da je postal ta sklad vrtiček politike, namesto da bi se ukvarjal s strokovno naložbeno politiko, je več kot očitno tudi iz nastopov, dejanj in izjav ministrice za gospodarstvo, ki je naročila neko revizijo poslovanja, torej se ukvarja z poslovanjem sklada, čeprav gre to za parlamentarni sklad. Parlament in organi sklada so odgovorni in poklicani ocenjevati naložbe, pa tudi torej nadzirati delo tega sklada. Torej pojavlja se neka dvojnost. Jaz se sprašujem, zakaj imamo organe sklada, če dela namesto njih, oziroma če njim vlada ne verjame, dela svoja neka poročila, naroča revizije, in potem imamo seveda veliko vprašanje, čemu sploh organi sklada. In tu je več kot očitno, da si nekateri, zlasti na Ministrstvu za gospodarstvo, želijo polastiti vpliv in naložbeno politiko nad tem skladom. Mimogrede še to, naložbe v te obveznice, tako delo-prodaje kot tudi državne založbe, so bile izvedene v letu 2011, ko sklad nima sprejete naložbene politike. In so te ocene glede bonitet, ki sem jih prej citiral, sklepi upravnega odbora. Direktorica, vršilka dolžnosti, je tudi ignorirala zahteve upravnega odbora. Upravni odbor namreč je sprejel sklepe na svoji seji, s katerimi je naložil, da se o vsaki malo večji prodaji predhodno pridobi soglasje upravnega odbora. Direktorica si teh soglasij ne pridobi, češ to je nezakonito, češ da nima upravni odbor kaj od nje terjati
torej takšna soglasja in še več. Komisija si bo v nadaljnjem pridobila tudi neposredne dokaze, vendar s pogovori s predstavniki upravnega odbora je ugotovljeno, da je vršilka dolžnosti direktorice tudi zavajala upravni odbor. Namreč na eni izmed sej je trdila, da je razlika, ki je bila ustvarjena z prodajo državnih obveznic, naložena kot kratkoročni depoziti. To je trdila dne, ko je potem kasneje sama povedala, da so bile že kupljene tudi obveznice državne založbe za 6 milijonov evrov. To je očitno iz njenega poročila, kajti očitno iz njenega poročila je, da je do nakupa obveznic državne založbe prišlo 10.1.2011, upravni odbor je pa bil kasneje v mesecu februarju istega leta. Zato je pravzaprav to delovanje in takšno poslovanje sklada izredno nevarno. Nevarno je za dolgoročno donosnost tega sklada, za stabilnost naložb in seveda potem tudi za izvajanje nalog na koncu, ki jih ima ta sklad. Prepričan sem, da je sklad postal finančni vzvod v teh kriznih časih določenim podjetjem, kot je Državna založba Slovenije. Sicer si ne znam razlagati, da je sklad v bistvu posodil denar državni založbi, kajti Državna založba je izdala interne obveznice, ki jih je kupil sklad. To je z drugimi besedami povedano, da sklad kreditira Državno založbo za 6 milijoni evrov. Torej, kot predsednik Komisije za nadzor javnih financ najprej pozivam vlado, da takoj uredi vprašanje glede vodenja sklada in naredi edino zakonito pot, torej da čim prej imenuje v skladu z zakonom in statutom vodstvo oziroma direktorja tega sklada. In vlado pozivam, da prepreči zlorabo tega sklada za dnevne plenilske načrte in tudi izvedene zadeve posameznih vplivnežev tako v vladi kot ob vladi. Mislim, da bomo seveda v prihodnje zadevo še bistveno bolj poglobljeno obravnavali. Želim tudi celovito poročilo nadzornega odbora. Upam, da je nadzorni odbor zato poklican. Tudi sem nekoliko razočaran, da tega do danes še nimamo, celovitega poročila nadzornega odbora, in da bomo to seveda tudi v doglednem času prejeli. Vkolikor seveda se bo to nadaljevalo, bo nekdo moral položiti račune. Razmišljamo tudi o vložitvi interpelacije zoper odgovorne v vladi, kajti tako igračkanje z javnim denarjem je nedopustno in zato seveda moramo potegniti vse vzvode, ki jih v skladu s poslovnikom Državnega zbora tudi imamo.